Dober dan in dobrodošli v knjižnici Brežice, kjer nas bo na današnji petek povezovalo pozitivno vzdušje. November je mesec, ki je za splošne knjižnice po Sloveniji posebej prazničen, saj 20. v mesecu obeležujemo svoj dan. Praznovanje navadno razširimo kar na cel teden oziroma še bolj skozi cel mesec. Skoraj že tradicionalno pa je to tudi priložnost, ko za maturante brežiških srednjih šol pripravimo posebno predavanje. In tokrat je naš gost Primož Jeralič. Dobrodošel v Brežicah. Primož je zavzet športnik in človek, ki ne pozna besede ne zmorem. Svojo neustavljivost pa je leta 2016 dokazal tudi z izjemnim 10. mestom na paraolimpijskih igrah v Riju, kar si zagotovo zasluži še en dodaten močen aplavz. Dejali ste, da je bilo v nesreči pred 10 leti za vas konec ene zgodbe, vendar se je potem začela nova, z isto osebo, a precej drugačno vsebino. In tej vsebini bomo imeli danes radi prisluhniti. Izvolite. Hvala lepa. Šport me spremlja od mladih nog. To je način mojega življenja, moja strast, moja velika ljubezen. Drugi ti bodo vedno govorili, česa ne zmoreš, ne znaš, ne smeš. Jaz jih ne poslušam. Vse, da ne zmoreš, zame ne obstaja. Vožnja je meditacija, si sam sabo. Poslušaš svoj utrip, svoje dihanje in sam pelješ. Vsi se srečujemo s stopnicami v življenju, ki jih moramo prestopiti. Svojo najvišjo stopnico sem prestopil, ko sem se sprejel v drugačni luči. S tem, kar počnem, bi rad svojim otrokom pokazal, da nič ni nemogoče. Družina moj steber in moja motivacija. Konec koncev, kar počnemo z ljubeznijo in strastjo. Na ta način si lahko vsak dan boljši. Kolesarim nisem le še en invalid na vozičku. Takrat postavljam nove mejnike. Takrat sem svoboden. In vsi tisti, ki ne verjamejo, ki dvomijo, glejte me. Spomnim se ene zgodbe iz zgodnjih najstniških let. In sicer oče je meni po bratu dal na tako ful veliko vrečo plastično. In mi rekel, dokaj ta vreča napopolna brskovih cvetov, nimate kaj domov hoditi. In jaz pa vzamem to vrečo in grejo nabirati brskove cvetove. In res jih nabirajo, pa moja sem že pol Dolenjske pobrala, to vreča še kar nekako bi polno. In pa sem se spomnil, sem rekel, očitno je vreča prevelika, da je približno 15-20 cm na vrhu odrezati. In res odrežal tisto vrečo, še malo nabera in to je vreča polna. Prinesla to vrečo domov, oče več
Ampak to je že druga zgodba. Skratka, skozi to zgodbo vam želim povedati, kakšen sem jaz. Jaz sem v bistvu iznajdljiv, besede ne morem, zame ne obstaja. Nikoli ne vidim težav, ko zmeri iščem rešitve. In takih in podobnih zgodb iz mojega življenja nešteto, kar pomeni, da meni bilo nikoli dolg čas, sploh pa ne mojim staršem. Prihajam z delovske družine. Starša sta me vedno učila, da delo kakršnokoli je spoštovano vredno. Potrebno je tako delati, če želimo imeti rezultate. Kaj so to počitnice, sem bolj rad zdaj šel 1. septembra, ko sem prišel nazaj v šolo in sem sošolci pa sošolke govorili, kaj so počeli, kje so bili, pa kako so se imeli. Se ne rečem, da se pri nas doma nismo vzeli trenutek zase, ampak to je bila prej izjema, kot je bil vzeti. Sem bil zelo ambiciozen, imel sem cilje, vizijo, imel sem občutek, da za eno roko lahko dobim na cel svet. Še službo me je čakala, sem še diplomiral sem mogel. Kot tukaj prej sem tudi zdaj delal prek študentskega servisa, zdaj sem delal na Krvavcu, v šoli smučanja. Za sabo sem že 50 dni in bila je sobota popoldne. Sem zaključil svojo zameno in sem šefo rekel, da v ponedeljek ne moram več delati, ker sem začnejo obvezne vaje na faksu. Ampak ker je bilo pomanjkanje kadra, mi je šef prosil, da sem mu še ponedeljek dodelil, pa petek zaključimo, ker bo pač konec sezone. Jaz sem prostavil. Še v nedeljo začeli se spomnim, da smo s prijatelji v skupnih prostorih smo delali zaščito za hrbet, željico, ki se oblečete v razrokalnik, lahko zapreneš take, takrat nismo v Sloveniji, mogo se je v Avstriji naučiti. Se rekel, to je pa super zadeva. To pa še zdaj se naročil pozdel. Bilo je leto 2008, 25. februar, bil je ta ponedeljek. Ura je bila približno 2:45. Dan je bil idealen, čudovit, bil sem prvi na progi. Bilo je sončno, brez oblačka, sine modro nebo, brez vetra. Znaš, kaj pa več tako za tisti februarsko jutro. Ampak jaz se mučam in zabijem levo, desno, svoboda, nobenega ni na progi. In jaz se mučam. In ker najbolj kolegom zavojo, me zagrabi južen sneg. Sledi padec. Bam! Ko se padec ostalo, se zavem, da se držim za modro ograjo. Držal sem se za ograjo in poskušam ostati. Ampak fakt ne gre. Pogledam okrog sebe, vidim, da na nogi imam še parpeto, na desni nogi imam parpeto smučko. Tako da desno je bila proga, gledam proti progi na vzgor, gledam pod sabo pod mano hlod. Probam ostati, ampak ne gre. Popkano vzgor sem imel občutek ful debelih nog, pa brovlinice, take zoprne brovlinice, kada se v pomoč zadariš. Po približno 5 minutah, ko sem tako visel na tisti ograji, so me začeli boleti roke. Začel se klicati na pomoč. Do mene pride prvi smučar, reče, da je zdravnik in naredi oporo na hrbet in mu kaže, naj miruje. Pridejo reševalci, začne se mobilizacija. Tako ne, te dane slišem, ki se pogovarjajo previdno, najbolj še poškodba hrbtenjača. Ampak ok, naložijo me v aki, pejlo me na helikopter, ampak jaz v mestu postajam samo utrujen, ful utrujen, tako utrujen, da bi samo zaspal. In zaspil. Ko sem se zbudil 3. dan zvečer. Po 3 dnevih kome, ker sem mogel postaviti v umetno komo, sem se zbudil na citu. Zbudim se in za sabo slišam aparate, ko popiskajo, pogledam po sebe, polno nekih cev, hrbet me boli, ker imam tako debelo cevko noter. Sprašujem jih tam, kva ste mi naredili, kva se z mano dogaja. Prije medicinska sestra mi poveča dozo narkotikov, stanem zadet, stene se začnejo premikati, spreminjajo barvo, pogledam v strop, imam občutek, da sem pod vodo. Po približno 14 dnevih, ko sem začel spuščati narkotike, postajem bolj trezen. In do mene pride kirurg, ki me je opereval, soseda na rob posle in reče, Primož, tole je bila smučarska nesreča, ne? Sem rekel, ja, zakaj? Ja, veš, poškodbe so bile kar hude. Vse sem malo padel. In me začne naštevati. Zdrobljeno 11. prstno vrtence, počeno 4. ledveno vrtence, 7 rebr se ti od zadnje zlomilo, predrlo je pa ključna krila. Počela je limfna žila. Skratka, ko mi začel to naštevati, sem mislil, da si zmišljuje. Sem mislil, da sem v nočni mori. In potem vprašal po kontu, govori, da kaj ste vi meni radili? Rekel, ne, to je bilo v panca. In potem na konc zaključ, škodbe so bile tako hude, da ti noč ne bo škodil. In ko mi te besede izrekel, je bil kar hladni tuš. Oblilo me, kar naenkrat vsi cilji, vizije, za karkoli sem prej živel in način vedno. Šlo je vse v prah. Takrat sem si želel, da bi bila posla 2 metra bliže okna. Da so v bistvu ven držali, ker sem v bistvu imel občutek, da sem v neki nočni mori, da se zbudim.
Ampak vse nekje sem najdel neko pomoč in sem zahteval pomoč psihologa. Zato tega, da sem dal vse te črne misli, ki so me navdajale, sem jih dal ven. Sem postal bel, nepodpisan misli. Takrat sem se odločil, da mi iz tej situacije potegnil maksimum. Takrat sem zbral življenje. Rekel sem, da bom grizel, da bom delal, tudi če bom trpel, tudi če bolel, hočem dokazati sam sebi, da sem živ. In kar naenkrat je drugo trenutek, čist druga verjetnost. In ne vem, zakaj smo ljudje takšni krteni, da tega ne opazimo že prej, da so trenutki lokaliti. Kam želim s to zgodbo v bistvu povedati? S to zgodbo vam v bistvu želim povedati ne to, da sem priden, pa da sem delavan, pa da se mi zgodila nesrečenje, to je pač nesrečenje ta vozič eksperiment. Ampak želim vam povedati to, da me potegnil to, ker oblikuje šola, okolica, karijera. Delal sem v bistvu vse, nakazal sem nekje v njej živeti. In ljudje smo res svetni, da tudi ne opazimo, kaj nam može prej. Kako čudovito je lahko, ko začnemo živeti trenutke, ko rečemo ljudem, da jih pogrešamo, da si vzamemo čas za prijatelje, da si vzamemo čas zase, da smo iskreni. In kar naenkrat, ko začnemo tako razmišljati, vso negativno energijo, ki jo ima, ki je okrog nas, se kar naenkrat se izloči. Zato je, ker mi začnemo drugače razmišljati. Postanemo boljša oseba, bolj pozitivna in kar naenkrat vsa pozitivna energija se nam začne vračati, vso to energijo okrog daje. V času svoje rehabilitacije sem srečal ogromno ljudi, ki so imeli takšno ali pa drugačno usodo, kot sem imel. In še danes se srečujem, ker mi je bolezen ali pa neka nesreča prečrtala že začrtano življenjsko pot. Ampak čisto vsaki so bili obžalovani. Vsi so obžalovali, da nekaj niso naredili v življenju, da niso ničesar karkoli. In spomnim se primera, ko mi je moja zelo dobra prijateljica povedala, kaj je rekla njena mama, ko se je v bistvu diagnosticirala raka v zadnjem stanju. Rekla je, da je šel vsa lepega vremena, ker ga ni izkoristila zase, za svojo družino, ampak je redno malo ostala in pospravljala po hiši. Ljudje v življenju se preveč stavljamo. Če ne verjamete, usejte se nekaj, kjer je veliko frekvence ljudi. Usejte se v park, usejte se na odpustno postajo, usejte se ne nazaj na shopping center, ki so tudi popularni. Usejte se tam na klopco, pokazujte, kako bojo ljudje hodili v trgovino, no, dva sploh ne vedo, kaj počnejo. In tako živel sem zaradi tega, ker se ne zavedam minljivosti trenutkov. Vsak trenutek je zamujena priložnost. Jaz sem se v življenju, v bistvu, ko sem prišel na voziček, sem zelo težko sprejel dejstvo, da je v bistvu in voziček del mene. Vse preveč sem se obremenjeval s tem, kaj si drugi mislijo. Preveč energije sem zgubil s tem. Ampak največ sem naredil, da sem rekel, boli me, kaj si drugi mislijo. Sprejel dejstvo, da v bistvu zdaj pač ta voziček je del mene. In kar naenkrat sem dobil neobljubljivo prednost v življenju. Večino v dvorani smo že doživeli neki poraze, ker nismo bili zvesti samim sebi in smo želeli ugajati okolici, želeli smo ugajati nekomu. Ampak na ta način preveč energije izgubljate in izgubljamo. Zato ostanite zvesti svojemu jazu, sledite svojim sanjam, naredite nekaj blizga, nekaj izjemnega in verjemite, da ostalo bodo opaženi. Jaz sem sam sebi rekel, da leta nisem živel polno, če v enem letu, v tekočem letu nisem naredil nekaj, kar se mi na začetku zdelo, da je nemogoče. Nek preboj, nekaj blizga, nekaj izjemnega. Rekel sem, da moram upati. In vse te želje, ki jih imate, dajte si jih predstavljati. Začnite si jih na glas govoriti. Začnite tako na glas govoriti, da vas drugi slišajo, da vas sliši celo vesolje. Mogoče me ne verjamete. Ampak tako, kot je izhodišna Mateja prej povedala, leta 2016 sem jaz nastopil na Paraolimpijskih igrah. In bil sem edini oziroma prvi slovenski izločnik kolesnik nastopil na Paraolimpijskih igrah. Ampak če vam jaz povem, da približno 3 leta pa pol oziroma 4 leta, prej sem jaz nastopil na Paraolimpijskih igrah, sem svojo konkurenco spremljal po YouTube kanalu. Potem nisem poznal, ampak sem jaz videl to konkurenco, sem jaz videl te fante, koliko imajo to energije, sem rekel, jaz hočem z njimi tam. Jaz hočem z njimi voziti v Rio. In ko sem začel tako razmišljati, ker sem vso energijo usmeril v ta cilj, sem izpolnil eno veliko željo, ene velike sanje, en velik cilj, ki jih sem peščice ljudi na tem svetu držal. In na koncu sem bil edini amater, kar pomeni, da sem ob tem, ker sem treniral zahodu šel v službo, edini amater na prvih 10 na svetu. Namreč, če imate ambicije, jih izpolnite tukaj in zdaj.
in vaše dejanja se morajo ujeti z njim. Boste videli, srečevali boste ljudi, ki samo govorijo, kaj bojo naredili, kako bojo naredili, kako bojo ne vem kaj, ampak na koncu bodo ugotovili, da so jih samo vse. In kaj vam želim povedati? Počnite stvari, če hočete biti boljši, tudi takrat, ko drugi počivajo. Ker takrat je dana priložnost, da si naberete znanje, izkušnje in pa prednost. Jaz sem zmeraj želel narediti nekaj več. In tudi, ko sem dosegel nekaj več, sem rekel, znam narediti nekaj več. In ljudje me veliko sprašujejo, zakaj ti to počneš takrat, kadar ti ni treba? Zakaj ne vem, kako greš tja? Zakaj odkje te tudi energije? Zakaj to? Zakaj tisto? Da jaz živim tako samo za tega, da želim živeči z vsak trenutek, ki mi je dan. In ga na koncu ne možem. In če vam povem, zame osebno je tudi spanje zabijanje časa. In če bi bila šansa, jaz bi spanje raznočil. Ampak vem, da ga ne morem, ker spanje je zelo potrebno za telo, namreč, da se organe dela, da se misli umirijo. In mar zdaj sem že dobil kakšno rešitev, katero bolj težava, ki se mi porajala v spanje. Jaz vsakodnevno opozujem ljudi, kako brezglavo hitijo. Kako v bistvu želijo neke rituale. Kako malo so si dali življenje neko ternico in samo po tej ternici grejo naprej. Ampak zraven se še ful pritožujejo. Kako bedno je recimo po takšnem življenju. Ko ljudje zapadamo v neko patetično stanje in potrebujemo nekoga, da nas v bistvu ustrezne, da spregledamo. Jaz osebno sem spregledal na tistem globu. Bog ne daj, da vi doživite te glasbe. Dajte spregledati prej in začnite živeti svoje življenje. Če jaz slučajno dobro zdaj živim, veste pa jaz naredim. Jaz se postavim v leto, ko sem star 90 let. V leto 2074, pa zračunajte, koliko sem star. In jaz se tukaj gor vprašam, Primož, da ste dobro živi. A si prebral svojo modrost? A si živel svoje sanje? A si naredil tisto, kar si hotel? Kaj bi naredil drugače? A si mu rad svojo družino, si mu rad svoje vlage, si mu rad svoje žene? In ko boste dobili odgovore tukaj gor, na ta vprašanja, točno boste vedeli, kako morate zdaj živeti. In samo na tak način boste lahko postali boljša oseba in ne bo vam žal niti enega trenutka v tem življenju. Obžalovanje, ki sem že prej omenil, je del nas. In tu imamo vsi. Ampak jaz temu pravim, to je en velik strup. Vsi nekoč nekaj obžalujemo. Jaz velikokrat srečujem ljudi, ko pridejo do mene in mi začnejo v bistvu javiti. Ne bodo vedel, kakšen filter se mi zato, pa ne me izvede. In mi začnejo jamrati, pa da jim to ne gre, pa da jim tisto ne gre, pa kar bolj se vode, da ne naredijo dovolj dobro, pa tako naprej. Veste, kako tako rečem? Da naj nekaj jamrati. In očitno, kar počne na robu, da začni delati omre. Ker če pogledam skozi svojo situacijo, pač tam srečo nekaj pravno tega invalidskega vozička. Ampak večina vidi ta voziček kot oviro pa težavo. Jaz pa to isto situacijo vidim kot neulogljivo prednost. In sem trdno prepričan, da če mi to nekaj naredil, pa ni važno na vozičko, če mi to nekaj naredil, jaz sem trdno prepričan, če sem jaz tega lotil, ja, jaz bom to naredil še boljše. Sigurno ga bom presegel. In tako mentaliteto, oziroma tako zmagovalno mislimo si morate obrediti v glavo. In boste videli, da premakval boste neverjetno ne. Ste že slišali, kakšna je verjetnost, da postanete človeško bitje? 400 trilijonov proti 1. Upam, da se zavedate, kako je to nekaj verjetnost. In kakšno srečo imamo, da se v bistvu rodimo. In kaj pa naredimo, ko pridemo na ta svet? Da zapravimo svoje življenje. Živimo v nekih boksih, v nekih conah podobja, gremo se virtualno življenje, živimo ga na Facebook profilih, Instagram profilih. Poleg tega se pa še bolj pritožujemo. Zavedajte se, da je 10-krat večja verjetnost, da v življenju zadanete loto dobitek, kot da dobite še enkrat priložnost, da se rodite. Jaz pravim, da življenje pa pravljica za lahko noč
ne bodo nikoli enake. To sem zaradi tega nekaj pravljica za lahko noč je navadno že spisana. In pravljica za lahko noč ima idealni konc, srečen konc. V življenju pa ni zmer tako. V življenju, ko vam prelidejo tisti težki trenutki, ker se vam zdi, da se vse na vas obrača, da nič ne gre po vaših načrtih, da vam doživite nek hard reset, da imate reči. Takrat je idealna priložnost, ni lahko, je izjemno težko, takrat je idealna priložnost, da se postavite cilj, za njemu strmite, najdete neko svojo luč na konc tega tunela in grete za tem. In verjemite, da boste osvojili ta cilj, bo vrh, na katerega boste prišli, bo veliko višji kot pa tih vrh, iz katerega ste dva prišli. In življenje naše mora zgledati približno petali pozaviti. In vsak kamenček naj predstavlja nek cilj, neko pot, ki ste jo prehodili. In naj bo teh kamenčkov čim več, naj bojo barviti. Veste zakaj? Zaradi tega, ker ko bomo ostareli, pa oslabeli, gora denarja nam ne bo pomagala. Ampak nam bo ostala samo spomini. In teh spominov naj bo čim več, z tega se bom z veseljem vračal nazaj v življenje, bom rekel, fakt, ful smo dobro živeli. Zato, dragi moji, za konc, življenja ne živeti samo zaradi tega, da ga boste preživeli. Spomnite si, imate potencial, že začnite živeti svoje trenutke in začnite živeti svoje življenje. Hvala.